Zen-Jazz mešanica oziroma nekdaj imenovana Digest Zen mešanica je nekaj, kar poznamo zagotovo iz osnovnih 10 najbolj učinkovitih eteričnih olj in mešanic pri doTERRA, ker sestavlja tudi kar dva zelo pomembna paketa, ki jih največkrat izbirate za svoj dišeči in uporabni pričetek doma. Predvsem pa Zen-Jazz kot mešanica v svoji glavnini podpira zdravo odzivnost prebavil. Tako da ti bom zdajle zaupala predvsem nekaj več o njej, kako diši, kaj jo sestavlja, predvsem mojo najmočnejšo izkušnjo in pa tudi pri katerih težavah in kako seveda lahko to mešanico porabiš. Predvsem pa tisti, bom rekla, včasih malo odmaknjeni del, ampak zelo in nadvse zanimiv, kako jo lahko uporabljamo tudi pri podpori svojega razpoloženja. Zen-Jazz, ko jo odpreš, diši zelo zeliščno. Spominja na ene bombone, katerih slogan je bil Lakše se diše. Tako da sprva niti ne pomisliš, da je namenjena temu, torej podpori zdravemu delovanju in funkciji prebavil, ampak če si pozoren in če veš, da se noter nahajajo zelišča, kot so poprova meta, potem tudi pehtran, in da se noter nahaja eterično olje sveže korenine ingverja, da se noter nahajajo zelo pomembna semena oziroma eterična olja iz semen, kot so janež, potem kumina, koriandrova semena in potem seveda vsekakor še imamo tukajle noter komarček, semena kardamoma. Veš, da je to nekaj, kar diši podobno kot tisti čaj, ki ga ponavadi pripravljamo za najmlajše, ko imajo prebavne težave, in je res eno tako odlično olje. Moja najmočnejša izkušnja in tudi moja pravzaprav prva izkušnja s tem oljem, kar se tiče na sebi, osebna, je bila, ko sem bila v prvi nosečnosti, sem očitno pojedla neko hrano, ki vsekakor ni naredila dobro. Tudi telo je zelo burno odreagiralo na tisto hrano, tako da vprašanje, če ni bilo še kaj več. Občutila sem res izredno veliko nelagodje v prebavnem delu, občutek neprijetnosti po požiralniku, občutek neprijetnosti tudi telesa, kar drhtela sem. Tako da skratka sem se kar precej mučila s temi težavami. Se prav spomnim, nekje od srede noči pa vse nekako do 4 zjutraj nisem hotela zbujati niti svojega Martina in sem hodila okrog, predihavala in upala, da bo nekako boljše. In potem sem se čisto na koncu, ker pač nikoli do takrat, na svojih začetkih uporabe eteričnih olj še nisem uporabila sama na sebi tega olja, seveda se nisem takoj spomnila in sem rekla, ma daj Maja, kaj se toliko časa mučiš, nimaš kaj izgubiti, dajva za podporo, da si boš sama lahko pomagala, da boš res, da bom čim prej boljše, dajva to uporabiti, sama s sabo sem se pogovarjala. In sem vzela v roke, prav spomnim se, kokosovo olje, malo sem si ga vbrizgala v dlan, dodala kapljico ali dve in si vmasirala v popek, potem ob stranski del, čez celotni del trebuščka, v predel tudi nižjega dela trebuha in povem, v približno minuti, dveh sem bila jaz neznansko boljša, v smislu, da sem si olajšala vse tiste težave, ki sem jih imela, in sem se spraševala, zakaj tega že nisem naredila 4 ure nazaj. Tako da še danes tudi, ko to uporabim pri svojih najmlajših ali pa pri kateremkoli od nas, vidim, da to je eno od olj, ki najhitreje pokaže svoje moči, svoje učinke. Uporabite jo lahko tudi recimo s kakšno naravno kremo za roke, jo lahko date v dlan, kakšno kapljico do 2, si razredčite v rokah in namažete v predel popka, na predel nelagodja, lahko tudi v času menstrualnih težav, na predel maternice, lahko v času težav v ovulaciji, na predel jajčnikov med dame. Hkrati tudi, če imate tak neprijeten pekoč občutek na predelu požiralnika, si lahko namažete kar na tem predelu. Hkrati pa kot zanimivost, lahko na tak način rečeno to namažeš tudi na predel pljuč, ko imaš nelagodja v tem predelu, da lažje zadihaš, da lažje mogoče podpreš čistilni proces iz pljuč, tako da res se mi zdi odlično olje. In še ena zanimiva stvar, na tak način rečenja lahko uporabljaš tudi na razdraženi koži, ker vsebuje vsa ta olja, ki sem jih naštela, ki tudi lajšajo občutek srbečice, neprijetnosti, razdraženo kožo, tako da res izkoristi
to olje tudi v ta namen, čeprav to ni tisto primarno, čemur je namenjena. Ker pa je primarno namenjena vsem nelagodjem v prebavnem delu, noro dobro se neštetokrat v vseh teh 8 letih obnese pri meni, pri mojih sočlanih, pri bližnjih, ko poješ nekaj, kar ne paše čisto na tvoj želodec in res olajša to nelagodje. Ko prehitro ješ, ne, in premalo zgrizeš hrano, kar seveda ni dobro, ne, torej moramo delati na vzroku, ampak si zelo olajšaš potem tisto neprijetno občutenje potem. Potem, če si na poti, bodisi na barki, ali na ladji, ali na drugi strani na ovinkasti poti z avtomobilom in ti to ustvarja nelagodje, noro to olajša tudi v predelu popka. Imam še eno skrivnost, zelo prijeten vonj se razvije, ko skombiniramo green mandarin, torej zeleno mandarino in zenjazz skupaj, tako da lahko tudi to med vožnjo kaneš eno kapljico vsakega od dlan, brez baze, zato da čim bolj izpareva in da to uporabiš to aromatično moč in počasi to globoko vdihuješ, da ti olajša nelagodje na poti. Ali pa na drugi strani, jaz velikokrat rada mešam tudi sama, si ustvariš rulonček in v 10 ml ponavadi jaz nakapam 40 do 60 kapljic eteričnih olj, ostalo potem frakcionirano kokosovo olje, torej razmaščeno deviško olje, zato da se stvar prijetno razreči. Dodamo gor še tole kapico in dobimo odličen rulonček, ki ga lahko nanašaš v vse omenjeno. Hkrati pa je res to eterično olje tudi na čustvenem področju zelo močno, namreč pomaga nam lažje prebavljati neželena ali pa močna čustva ali pa olajšati neko daljše razpoloženje, če je mogoče to tisti izziv. Kot veste, se res večino našega občutenja sreče, predvsem zaradi izločanja hormona serotonina, res ustvarja prav v naših prebavilih. Tako da prebavila lahko v čustvih in pač celotno telo podpreš tudi na ta način, v popek, na predel trebuha, vmasiraš v smeri urnega kazalca, kot to vedno počnemo, da ne zmedemo, bom rekla, prebavni sistem, sistem resic. Nežno vmasiraš in v bistvu izkoristiš tudi ta učinek. Meni je zelo zanimivo, da kar se tiče čustvovanja ali pa daljšega razpoloženja, da če smo dlje časa bolj počasne prebave, je kar vredno poiskati mogoče vzroke pri tem, da morda ne želimo spustiti kakšnih čustvenih situacij iz preteklosti od sebe in jih zadržujemo in se to odzove tudi lahko fizično na telesu. Tukaj tudi lahko zenjazz zelo pomaga, ali pa na drugi strani, če je čustveni izvor v preveč odprti prebavi, da jo lahko podpremo v zdravem delovanju, v tem, da smo tisti, ki preveč dovolimo, da se neke zunanje stvari, okoliščine nas dotaknejo in se to potem seveda tudi odzvanja na naših prebavilih. Vsi se spomnimo, kako je imeti občutek zaljubljenosti in metuljčke, ali pa po drugi strani, ko se ti zgodi nekaj, kar ne maraš, ali pa srečaš osebo, ki ti ni ravno ljuba, kako te lahko enostavno prebavila, kar opozorijo zelo na to, tako da lahko uporabljaš zenjazz tudi v vse te namene. Veliko sem ti že zaupala, mogoče čisto toliko, da te spomnim, zenjazz je res široka linija in samo nekaj mojih meni ljubih izdelkov so Digest Step iz te linije, potem že rečen roll-on, ki ga lahko tudi kupiš, Touch zenjazz in pa tudi kapsule Digest Zen, tako da vsekakor tudi eterično olje lahko uporabiš na omenjeni način v difuzorju, vzdihovanjem z dlani, v pršilki, če želiš odlično prijeti green mandarin, tudi potem rečeno, kot smo rekli, ali na roki razrečiš ali v rulončku si pripraviš, ali pa še na zadnji način, da dodaš kapljico ob nelagodjih, ki smo jih opisovali, lahko tudi v vodo. Jaz dodajam ponavadi še malo soli, zato da se to z vodo poveže, sicer plava na vodi in lahko po žličkah ali počasi piješ, lahko dodaš to tudi v čaj, ki je pomirjevalen za prebavila in izkoristiš vse možne načine in ugotoviš, kateri tisti, ki tebi tudi najbolj ustreza. Toliko za konec, sem mogoče želela še malo pokukati, katera eterična olja ponavadi jaz tudi za prebavila rada izkoristim in si podprem. Zenjazz linijo oziroma olje s Tejmerjem iz Kids kolekcije, potem sta meni tudi za ta namen zelo ljuba dve mešanice iz Emotional linije, Cheer in Passion, in pa še eno olje, ki ga velikokrat rada dodajam in kar kapljico pod jezik ali pa napitku zenjazz,
v podporo prebavilom, je eterično olje kopaibe. Tako, upam, da sem ti morda dala kakšno novo idejo, se pa veselim in res komaj čakam, da slišim tudi tvoje načine uporabe tukaj spodaj.